Obrambni ministri zveze NATO so se danes sestali z zunanjim politikom Evropske unije Federico Mogherinijem, da bi razpravljali o tesnejšem sodelovanju pri lažji mobilizaciji vojaškega osebja ter njihove opreme v Evropi. Pred 2 mesecema je namreč Evropska unija objavila svoj akcijski načrt o vojaški mobilnosti, ki ga NATO vidi kot nujen v primeru konflikta z Rusijo. NATO se je pritožil zaradi nasprotujočih si predpisov v 28 državah Evropske unije, zaradi posebnih dodatkov za mobilizacijo vojakov Združenih držav, kateri so hitro odzivni z razporejanjem svojih misij in katere olajšujejo zavezništvo. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je dejal, da bo deklaracija o kooperativnosti podpisana prihodnji mesec. Od izbruha evropske begunske krize leta 2010 po arabskem pomladnem gibanju je zatočišče v Grčiji poiskalo več kot 1 milijon beguncev. Več kot 30 begunskih taborišč migrantov, ki prihajajo iz Bližnjega vzhoda, je prizadelo tudi lokalne poslovneže. Zaradi počasnih odobritev prošenj za azil, ki trajajo od 6 do 9 mesecev, se begunci v državo pretihotapijo tudi nezakonito. Taborišča so vedno bolj polna, ceste, ki so povezovala taborišča in mesta, so izgubile prvotni mir in tišino, begunci pa vdirajo tudi v lokalne trgovine ter kradejo. Tamkajšnji lastniki oropanih trgovin ugibajo, da begunci kradejo v zameno za denar, da bi lahko čim prej zapustili kraj. Carinski podatki so pokazali, da se je v obdobju med januarjem in majem letošnjega leta kitajska zunanja trgovina z državami ob svilni poti povečala za 11,1%, kar znese približno 502 milijona ameriških dolarjev. Stopnja rasti je za 2,3 odstotne točke višja od celotne gospodarske rasti Kitajske v istem obdobju. Po podatkih Generalne carinske uprave se je kitajska blagovna menjava v prvih 5 mesecih letošnjega leta povečala za 8,8%. Ker se je kitajsko gospodarstvo in trgovinsko sodelovanje vzdolž svilene poti od začetka tega leta še naprej poglabljalo, se je kitajska trgovina s temi državami povečala in je zdaj višja od ostale zunanje trgovine, ki jo Kitajska beleži z ostalimi državami.